Ko slišimo besedo tantra, večina najprej pomisli na seks, morda na dolgotrajne orgazme, čutne dotike in mistične položaje. Ampak tantra je v resnici način, kako živiš, kako opazuješ, kako poslušaš in kako se odzivaš na druge, nase in na svet. Danes sem s tabo Nana in ti bom pokazala, da tantrični način razmišljanja ni rezerviran za učitelje joge ali tiste, ki verjamejo v čakre. Tantra je za vsakogar, ki si želi poglobiti stik, ne le s partnerjem, ampak s sabo in življenjem samim. Kaj je tantra? Tantra je starodavna filozofija, stara več kot 5000 let, ki pomeni razširitev in osvobajanje. Lahko si jo predstavljaš kot notranji kompas, način, kako vidiš in čutiš svet. Shashi Soluna v knjigi Preprosto tantra pravi, da tantra vključuje vsa področja življenja, čustva, telo, odnose in misli. In da nas ne uči bežanja od realnosti, ampak poglabljanja vanjo. Po psihološki plati pa to močno spominja na koncept konstruktivizma. Idejo, da ne obstaja ena sama objektivna realnost. Svet ne vidimo tak, kot je, ampak tak, kot ga mi zaznamo. Naš pogled je vedno filtriran skozi našo zgodovino, čustva in prepričanja. Tantrični mindset. Tantrični način razmišljanja je pravzaprav vaja v prisotnosti. To ni nekaj, kar počnemo, ampak je način, kako smo. Ko začutiš jezo, tantrično vprašanje ni, kako se tega znebim, ampak kaj mi to pove o meni? Ko nekaj boli, ne gre za to, da to ignoriraš, ampak da to občutiš z zavedanjem. To se povezuje tudi s pojmom radikalnega sprejemanja v psihoterapiji. Gre za prakso, kjer ne skušamo takoj popraviti ali soditi situacije, temveč jo sprejemamo kot del izkušnje. S tantro to prenesemo v vsakdanje stvari. Hoja postane meditacija. Dihanje postane stik z življenjem. Dotik pa postane komunikacija brez besed. In ja, tudi seks postane nekaj globjega. Percepcija in odnos. Tantra nas tudi uči, da sebe in druge ne vidimo takšne, kot so, ampak takšne, kot mi smo. V psihologiji temu pravimo projekcija, ko v druge ljudi projiciramo svoje strahove, prepričanja ali pretekle izkušnje. Recimo, da partner molči. Ena oseba bo to dojemala kot umik, druga oseba pa kot mir. Isti dogodek in dve različni realnosti. Tantra nas vabi, da se vprašamo, od kod prihaja moj pogled, kaj to pove o meni. Kot piše Maimon v knjigi Tantra, Spolno za dušo, odnosi niso tu zato, da nas osrečijo, ampak da nas prebudijo. Tantrične prakse. Tantra ni nujno ritual z dišavnicami, lahko je zelo preprosta. Zavestno dihanje. Dih je most med telesom in umom. Opazovanje čustev. Brez potrebe po popravljanju. Počasnost. Ne zato, ker je počasno boljše, ampak ker se v njej lahko začutiš. Ogledalo zavesti. Sedenje nasproti partnerja in opazovanje brez sodbe. Shashi Soluna pravi, da je tantra umetnost opazovanja, včasih zunanjega, včasih notranjega sveta. Tantrični seks. In seveda tantra vključuje tudi spolnost. A ta ni usmerjena k vrhuncu, temveč k zlitju. Seks ni nekaj, kar delaš, je prostor, kjer bivaš. Gre za energijsko izmenjavo in ne za dosežek. V psihološkem smislu je to zanimivo, ker se odmaknemo od ideje performansa in stopimo v prostor pristnosti. Tantrični seks ne temelji na fantazijah, ampak na resnični izkušnji. Dihanju, pogledu, dotiku, ki traja. In to je lahko kar velik izziv za ki si želi hitro, več ali tisto potrditev. Tantra te povabi, da si z nekom tak, kot si. Z ranljivostjo, nežnostjo in čutnostjo. Seks postane prostor, kjer ne zmagamo, ampak se spoznamo. Tantra ni tehnika, je pogled, je zavedanje, je odločitev, da vse, kar doživljaš, od stresa do ekstaze, sprejmeš kot del tvojega potovanja. Psihologija in tantra imata skupno rdečo nit. Tvoja izkušnja sveta ni določena s tem, kar se zgodi, ampak s tem, kako to vidiš,
kako čutiš in kako na to odgovoriš. Če želiš začeti, ne potrebuješ joga blazine, samo voljo, da za trenutek utihneš in opazuješ. Povej mi v komentarju, kaj te najbolj pritegne pri tantri in kaj te v tantri še zanima. Do naslednjič pa, dihaj, opazuj in bodi tam, kjer si. To je bilo za danes vse. Če je vam bil video všeč, všečkaj, komentiraj in se ne pozabi naročiti na naš kanal. In pa seveda sledi nam na družbenih omrežjih, kjer boš najhitreje izvedel za vse novosti, nasvete in podobne vsebine. Kmalu spet z vami.